Ne more nišče prsta pokazati na točno to je razlog, da se je zgodilo. Mi imamo pač v statistiki nenaden premik voznega pasu ali zavivje ali kakorkoli že, ni pa raziskano, zakaj se je pa to zgodilo. Podobno adrenalinsko početje je kot kateri drugi adrenalinski športi. Ta občutek, da si živ, ta koktajl hormonov, ki nas preplavijo, seveda, in lahko pride tudi do pretiranega izločanja hormona užitka, ki je dopamin, in če je tega hormona preveč, lahko pride tudi do halucinacij in zamrznitve. Na tak način ti hormoni vplivajo na delovanje naših možganov. Še ena stvar, živimo v hitrosti, hiter tempo, stres. To pomeni, da je v našem telesu noč in dan 24/7 povišan nivo stresnih hormonov. To je adrenalin, kortizol in ti hormoni v bistvu poskrbijo za to, da vsi organi hitreje delujejo. In potem pride vikend, zdaj pa gremo pa na motor, se malo sprostiti. V telesu je pa še vedno ta nivo stresnih hormonov zelo visoko. Ne moremo tega z enim gumbom ugasniti, da bi čez noč potem pa mi vklopili parasimpatični živčni sistem, pa bi se lepo mirno in na easy peljali. Ampak gremo že s povišanjem nivojev stresnih hormonov na motor in vožnja na motorju nam še poviša, ker je stresna, ker je nevarna. Zraven pride še užitek ob tem, dopamin, in ta koktajl hormonov nam da občutek, da smo bolj živi, da je to tisto, kar je življenje. In zaradi tega potem lahko pride do tiste točke, ko so rekla, kje je zdaj tista točka. Ampak tega se mi ne zavedamo, zato je tako težko se ustaviti prej. A sploh lahko rečemo, da se gremo sprostiti? Jaz bi rekla ne. Sprostiti na motor se gre nekdo, ki je že sproščen. Kaj pa sploh pomeni sprostiti se? Če gremo na nevrološko nazaj, da se namesto simpatičnega živčevja, se pravi teh stresnih hormonov, da se vklopi parasimpatično živčevje in nas na nek način umirja in inhibira te učinke stresnih hormonov. Razumem, samo potem že samo po sebi vožnja z motorjem, dinamična vožnja z motorjem ali pa z avtomobilom, že po definiciji ne more biti sprostitev? Ne v tem smislu. Jaz bi rekla, po pogovorih z ljudmi, s katerimi sem delala, ko so povzročali prometne nesreče, ko je bila vožnja prehitra, ko so se šli sproščati in z motorjem in z avtomobilom, je vedno bil prej nek razlog za to. Vedno bil prej nek razlog za to, zakaj je potrebno zdaj meni iti pa dajmo gas. In vedno se vrnemo na neka čustva. Tisto je potem povod za to, da rabimo kakršnokoli, dajmo reči, sprostitev takšne vrste.